treba malce vzdrževati in stopnjevati napetost. Bronasta gazela leta 2013 je podjetje Termotehnika. Hvala lepa, gospod Čadež. Srebrno slovensko gazelo 2013 bo razglasil in podelil predsednik uprave družbe Dnevnik, gospod Bojan Petan. To je bil torej srebrn aplavz za srebrno gazelo in zdaj na odru pričakujemo še kuverto s srebrnimi črkami. Srebrna gazela leta 2013 je podjetje LTEK Elektronika. Hvala lepa, gospod Petan, gospe in gospodje. Zlato gazelo 2013 bo letos razglasil prejemnik tega priznanja za lansko leto, gospod Andrej Orožen, direktor podjetja DV-Soft. Hkrati pa na oder vabimo tudi ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, magistra Stanka Stepišnika, ki bo podelil zlato gazelo. Srčno pozdravljena in dobrodošla, gospod Orožen, vi dobro poznate utrip srca pred končno razglasitvijo, a ne? In vljudno vabim, da nam prijazne hostese prinesejo na oder kuverto, v kateri je zapisano ime zlate gazele. Lepo je biti zlata gazela, lepo je se ta smisla. Sem mislila, da boste rekli, da vam je hudo, ker predajate krono, tako kot kakšna misica. Ne, če bi že izkoristil čas, mogoče za kakšno željo. Ali ti izpolnjujete, imamo zelo veliko. Ne, tri bi imel, nobeno ne bi zase. Gospodu Petanu želim, da bi jutri vsi Slovenci kupili Dnevnik. Gospodu ministru, da bi čas pokazal, da so tisti ukrepi pravilni. Vsem današnjim nominirancem in nagrajencem seveda še želja za veliko, veliko poslovnih uspehov v prihodnosti. Zdaj pa mislim, da vsi že zelo nestrpno čakamo, da nam razkrijete ime, ali boste še kaj povedali, še kakšno željo? Ne. Čakam še Bobnarja. Bobnar, čakamo vas! Dajte še malo počakati. Love Insulation. Preden zberete misli za zmagovalni gazelji govor, pa bi jaz prebrala še